Projekt Kras for Us se ukvarja z biodiverziteto krasa in ima za svoj glavni cilj tudi vzpostaviti strategijo upravljanja te biodiverzitete. Biodiverzitetno najbogatejši življenjski prostor krasa pa so suha kraška travišča. Ta niso najbogatejši življenjski prostor zgolj na Krasu, ampak veljajo tudi za najbogatejši življenjski prostor v Sloveniji, v Evropi in tudi enega najbogatejših na tem planetu. Hkrati s tem, da gre za najbogatejši življenjski prostor, pa je tudi to eden najbolj ogroženih življenjskih prostorov. Ogroža ga predvsem zaraščanje, širjenje gozda na Krasu, kot posledica opuščanja kmetijstva. Zato imamo znaten fokus v tem projektu tudi na delu s kmeti, iskanju dobrih praks, širjenju teh dobrih praks naprej, spodbujanju kmetov za sonaravno kmetovanje, za kmetovanje, ki ima kot posledico ohranjanje in izboljševanje teh najbogatejših življenjskih prostorov, kot so suha kraška travišča. Današnji terenski ogled dobrih praks je sledil ogledu kmetij na italijanski strani Krasa. Danes smo si najprej ogledali kmetijo v Krajni vasi, kjer gospa Ida Štoka kmetuje že več kot 3 desetletja. Gre za kmetijo, ki zelo zgledno upravlja z travišči, tudi širi ta travišča, jih neguje, že zaraščene površine vrača v ta izjemno pester življenjski prostor. Druga kmetija pa se nahaja na severnem kraškem robu, v vasi Pedrovo, kjer pa kmetujejo 1,5 desetletja na površinah, ki so pogorele leta 2006, torej vse površine ležijo na pogorišču. Predtem pa je bilo to območje brez kmetijskih praks že vse od 70. let 20. stoletja, torej kar precejšnjo obdobje površine niso bile v rabi, tako da dve kmetiji, ki kmetujeta na zelo različnih površinah, a oboje z praksami, ki imajo za rezultat izboljševanje oziroma ohranjanje izredno dobrega stanja travišč. Na naši kmetiji imamo okoli 12 krav dojil. Se pravi, v sezoni poletni je nekako skupaj s leti 25 do 30. Pol imamo še 3 kopitarje, 2 osla in konja in še okoli 10 kos. Mislim, letos je 10, lansko leto je bilo okoli 5 kos. In obdelujemo okrog tam 40 do 45 hektarov. Vse površine se nekako v pašno-kostnem sistemu, del površin, manjši del jih samo pasemo. Samo tudi na tistih površinah je potrebno vsaj na 2 leti izvesti čistilno košnjo, da pač se nam ne zaraščajo. Zaraščanje je en problem, ker pač lastniki so pustili, oziroma je tudi zaradi razparceliranosti je tudi ekonomika vprašljiva. Drugi izziv je sigurno vse večje poletne suše, ko pride, po 3-4 mesece ni dežja in tudi takrat morajo biti živali vsak dan site, tako da pol v tistih mesecih si pač pomagamo z dokrmjevanjem oziroma nekako s pašo v bolj tak zaraščenih oziroma gozdnatih površinah. Zadnja leta so problem velike suše.
Smo kozirejska in ovčerejska kmetija na Pedrovem. To je taka majhna vasica na pobočju Krasa proti Vipavski dolini. Sama vas je bila spraznjena že tam nekje v 70-ih in tako da smo postopoma, v bistvu mi smo prišli sem 2010 in takrat so bile večino površin že zaraščene. Tako da smo začeli v bistvu z rejo koz in ovc, ki se v bistvu pasajo po teh površinah počasi, ki se jih počasi ponovno revitalizira. Izbrali smo kraško ovco oziroma istrsko pramenko, ker je prilagojena na to območje. Tudi tako da, glede na to, da v vasi ni vodovoda, smo pač iskali take živali, ki so primerne v bistvu za to območje in nekako se nam je zdelo, da je kraška ovca, glede na to, da je gola po trebuhu in je primerna za biti ekstenzivno več ali manj skozi zunaj na pašnikih, in kar se je tudi izkazalo v bistvu, da je zelo v redu. Hkrati pa smo takrat začeli sanjsko kozo. To je bila taka bela koza, bolj industrijska, hlevska, in smo pa hitro prešli potem na avtohtono drežniško pasmo koze iz Posočja, ki je tudi v bistvu bistveno lepši, prenaša te naše strmine, čisti pašnike, se bistveno dosti boljši počuti pri nas, kakor se je počutila sanjska koza. Redimo približno 140 živali, pol koz, pol ovc, potem so pa še 3 osli in neki kokoši. Pašniki imamo jih nad vasjo, to je območje, kjer je pred približno 20 leti bil požar. Počasi se nazaj vzpostavlja vegetacija taka, kot bi si jo želeli za pašnike, čim več te kraške vegetacije. Tako da je pa v bistvu poteka, to je zelo počasen proces, ker namreč takrat je vse zgorelo in tako da vsako leto se vidijo spremembe. Zelo pazimo na obtežbo, da je ne premalo in ne preveč živali na določenem pašniku in da jih dovolj hitro premaknemo, da ne pojedo preveč, hkrati pa, da počistijo dovolj, da se postopoma začnejo pašniki obnavljati. Glede na to, da v bistvu pasemo na takih območjih in kmetujemo na takem območju, kjer so omejene možnosti za reči, s prirejo mesa oziroma živali nikakor ne bi kmetija lahko preživela, tako da smo se odločili tudi za vzpostavitev sirarne, v kateri predelamo vse mleko v sire in mlečne izdelke, tako ovčje kot kozje. V prihodnje pa razmišljamo tudi o vzpostavitvi še predelavo mesa, in pa verjetno bo prišla še kakšna cika oziroma kakšno govedo, da bo pomagalo še bolj vzpostavljati primerno pašo za živali nasploh. Paša je tisti temeljni pogoj, s tem, da moramo računati na kravo večje površine kot za ostale dele Slovenije. Tukaj lahko računamo 4 do 5 hektarjev na kravo. In v bistvu za okroževanje zemljišč, pač da mi nekako kombiniramo pašno-kosni način. Prilagoditi tehnologijo in v bistvu naravi in klimi, tisti uporabnik zemljišč, da gospodari s temi zemljiščami, se pravi na najbolj naraven in najboljši način, da pač ne izkorišča teh zemljišč, da je nekako, ker vemo, živali, one v bistvu samo z mlekom in z mesom odnesemo 10% hranil, vse ostalo gre nazaj recimo v blato in s tem na zemljišča, kjer zraste trava, pač na nek gospodaren način, da te zemljišča v bistvu obogati. Je pa potrebno tukaj imeti kar nekaj znanja, tako da mislim, jaz vidim na terenu kar malo znanja, ljudje delajo napake in vsi mislijo, da bi v najkrajšem času na hitro nekaj zaslužili, samo to pa navadi bolj slabo izteče. Ker kmetijstvo, to je tek na dolge proge.